Dobrodošli nazaj v nov video in danes bomo spet nov side hustle. Kakor vidite za mano, trenutno ne vem kaj je, ker probavava green screen. Če je green screen za mano, to pomeni, da mi ni ratle zadetirati pravilno, ampak karkoli je za mano, če je fresh, je full fresh in je to nov studio. No, v glavnem, danes bomo govorili v enem side hustlu. V podobnem side hustlu smo sicer že govorili in sicer video, ker sem vam rekel, da lahko video, v katerem sem govoril, da lahko greste po stvari, ki jih folk podari na Bolhi in jih prodate potem pač za denar, ne. Ampak danes bomo govorili o eni še lažji in še bolj tako, to ni side hustle, ki bo consistent, ampak vam pa lahko da nekaj začetnega kapitala. No, in preden gremo v ta side hustle, bi rad sam še omenil, da MacBook giveaway je still on na najmu Instagramu, pejte v link v bio pogledat, pa Discord skupina je on fire, pejte se joinat, new section, vse, pravijo še upgrade, tako da, ja, stay tuned, pa bomo zdaj direkt v side hustle. No, in ta side hustle je, v bistvu ni side hustle, bi sam še rekel, da je v bistvu bolj samo nekaj, kar vam lahko da malo startup kapitala, pa mogoče še niste pomislili na to. In sicer, če ste vi tako, kakor jaz, imate verjetno po hiši res full stvari, ki jih sploh ne rabite, mogoče imajo vaši starši te stvari, mogoče ima vaš brat full stvari, mogoče imate tako kakšno garažo, v katero ste dali te svoje stvari iz otroštva, pa jih več ne rabite, mogoče imate pač, če živite najverjetneje imate full stvari, ki jih ne rabite. In sicer, kaj s temi stvarmi narediti? Te stvari je treba čim prej prodati, zaradi tega, ker slej ko prej boste drugače stran vrgli. In kar bi jaz naredil na vašem mestu je, da bi dobil, ne vem, malo tega startup kapitala, za karkoli pol hočete delati, je šel čez celo hišo, čez vse garaže, dedi, babi, posod, kjer so postali lahko vaše stvari, ali pa pač stvari od vaših sorodnikov, ki jih ne rabijo več. In bi v bistvu vse te stvari zbral na en kup, in potem bi šel čez vse te stvari, bam, to lahko prodam, to je res useless, to je uničen, to ni uničen, to ima value, to nima value. In nekako probu res filtrirati te stvari, da bi res dobil na konc, ne vem, od 10 do 50 stvari, ki dejansko se jih lahko prodajo, za neko poprečno vrednost 10 evrov, je to 500 evrov, ki ste jih v bistvu dobili za ston, ker ste v bistvu sam se znebili stvari, ki jih ne rabite, ki bi jih verjetno slej ko prej stran vrgli. In potem lahko teh, recimo v tem primeru, 500 evrov naprej investirate v nekaj drugega in v bistvu dobili malo ta startup capital. In to res lahko vsak naredi, brez izgovorov, prodate lahko na Bolhi, prijateljom, ne vem, na Facebook Marketplace, Amazon, eBay, karkoli dejansko. Dajmo se še za sekundico pogovoriti o teh stvareh, ki bi vi zdaj mislili prodati. Kako se v bistvu odločiti, kaj prodati, ker tle lahko ful hitro priješ čez ta balance, da začneš prodati stvari, ki jih lovki rabiš. Pa dajmo zdaj se pogovoriti, kako lahko v bistvu ti ugotoviš, kaj rabiš in kaj ne. Kakor veste, večine stvari, ki jih kupite vi, vam dajo neko zadovoljstvo samo za 1 pa 2 tedna, potem pa jih pač nekam odložite in jih ne uporabljate več. In tle bi jaz za to pravilo, da če se te stvari niste dotaknili, ali pa če vam ni pridobila vrednosti, ali pa če pač se sploh ne ukvarjate več z njo, že več kakor 1 ali pa 2 meseca, to je že valid, da lahko prodate in tega v bistvu ne rabite. Zdaj pa, če vam je ta video všeč, pa tako bi radi videli video prav na to temo, lahko jaz v bistvu naredim isto pri sebi, ker jaz tega še nisem naredil, ker pač nisem rabil tega kapitala, ampak po mojem je bilo dosti zanimivo za video, da grem jaz v bistvu čez vse stvari, ki jih imam, ki sem jih hitrokoli ownil, pa probam to sfiltrirati, pa pol prodati, pa da vidimo, koliko dejansko se bi to lahko prodal. In če bi to radi videli, lajkite ta video, pa bomo mogoče to naredili, Zdaj pa upam, da ste uživali v tem videu, pa Daily December still going strong, pa peace, vsega.